Včeraj sta se v Novi Gorici in Gorici mudila slovenski in italijanski predsednik. Cel kup opravkov sta imela, ampak ker mora človek vmes tudi kaj pojesti, ker pražen žakelj ne stoji po konci, sta seveda šla tudi na kosilo. In kam sta odšla? Pikolo. Ja, tako. Z nami je Tadej, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tadej, ste si že odpočili od včerajšnjega dne? Ste se uspeli kaj naspati? Ja, smo si. Ja? Dobro. Dan prej pa verjetno je bilo malo bolj... Ja, dan prej, pa tudi teden prej je bil kar adrenalinski. Tak, zanimiv. Mogoče za začetek, a je bilo težko ohraniti v tajnosti, da bo predsedniško kosilo prav pri vas? Ja. Kar naporno je bilo, moram reči. Čeprav nam je to dobro uspelo, tudi z našim osebjem in stafom, da je to držal v tajnosti. Vsekakor dan predtem pa je se nekako že to povedalo. Kako je vse skupaj recimo izgledalo? Je bilo tako malo filmsko, prej smo govorili izven etra pri vas. Ja, protokol ima seveda svoj protokol in tu nista bila samo slovenski, bila sta dva protokola, tako italijanski kot slovenski in ja, moram reči zanimivo, edinstveno, tako. Pestro. Pestro. Ja, kdaj ste pa izvedeli, da pridete predsednika na kosilo? To je bilo kar mesec pa pol nazaj. Časa za pripravo je bilo dovolj, mesec dni? Oziroma, kako ste se pripravljeni na to? Priprave so bile bolj te, kar se tiče protokolarne, ker vsak protokol ima svoje zahteve in tle se je bilo treba kar dosti prilagoditi do vsakega mikroskopskega detajla v naši hiši. So bile kakšne posebne zahteve? Bile so zahteve, ja, tako prehranske zahteve, kot vse ostale, s postavitvami in tako naprej. Pri prehranskih zahtevah je bilo iz strani italijanskega predsednika da se ne bo jedlo rib. Aha, brez rib? Ker italijanski predsednik ne je rib in zato smo mogli pripraviti nekaj na osnovi mesa. In kaj ste, no to nas zanima, kaj ste pripravili? Glede menija smo nekako dali poudarek na lokalno in domačo, mislim hrano ampak domače te lokalne izdelke. Za glavno jed smo pripravili jagenjčka, narejenega na nizki temperaturi in potem zapečenega v peči, to je bila kračka, iz kmetije Česnik. Zraven tak korenček, glaziran, okusno, no, ker potem smo tudi izvedeli, da je predvsem italijanski predsednik rad je malo, ampak okusno. In to je tudi potrdil. A je da pohvalo? Ja, na koncu, ko je se kosilo zaključevalo tik pred odhodom, je zahteval gospod Mattarella, da družina stopi k mizi in se je to zahvalil, je rekel, mangiato divinamente bene. Kako bi se reklo to v slovenščini? Boža, divina? Ja, božansko, dobro. Tako, ja. Pili so vodo, ali Pili so vina. Vina, naša vina iz naše posesti Silveri. Tudi to je bilo dobro pohvaljeno. Začeli so z penino. Sicer samo dve vini, en kozarec belega, rebule, iz našega starega vinograda in rdeči tenor. To je bilo pa pri glavni jedi. No, se sliši dobro. Ja, se sliši dobro. Mene me zanima še ena stvar. V bistvu je pred prihodom kdo preizkusil to hrano? Kako se te zadeve potekale? Preverjali? Ja, ogromno je teh zahtev, predvsem pri hrani. Dan prej se zglasi inšpektor, ki preveri sledljivost. To je že normalno, kar se preko HASA pa to izvaja. Zanimivo je pa ta, da je potrebno hraniti jedi še teden, oziroma mislim, da teden po kosilu zamrznjene, v primeru slučaja, če se kaj odkrije ali kakoli ima. To so ti varnostne. Je to ena posebna čast, verjetno, da se tako na kosilu ustavita za predsednika dveh držav? Velika čast je in to je predvsem za to goriško regijo bila izjemna čast in tudi za nas, za Pikol in za našo družino.
spoštljivo, predvsem to, da je slovenski protokol izbral Pikol in Borut Pahor. Častno, tudi lokacija strateška in tako, no, lepo. Za trud, ki ga vlagamo vsak dan v ta posel, je to lepo. No, zdaj samo še čakamo, da Borut objavi kakšno fotografijo na Instagram s Pikola. Naredil kakšno slikco, tam imate strašno lepo. Nisem bil pozoren, ker smo imeli polne roke dela. Tam je odlična lokacija za fotografiranje, tako bi rekli. Ja, Tadej, hvala lepa za tvoj obisk v studiu. Hvala vam. In še veliko uspešnih dni in seveda še kakšen obisk, ne? Ja, in se lahko tudi čestita ob taki priložnosti, Seveda. ne, čestitke. Hvala. Čestitke grejo predvsem seveda družini, ampak brez naše ekipe in vseh naših pridnih rok in duš in src ne bi mogli speljati tega dogodka. Radio Rubin.